Tako, po malce daljši pavzi, zopet lep pozdrav vsem, nova epizoda Sport Info podcasta je tukaj, lep pozdrav tudi tebi, Blaž. Zdravo, Matej, lepo te videti po tako dolgem času. Ja, po daljšem času je skrajni čas, da zopet posnameva novi podcast, namreč sezone bo konec že čez 3 dni, zelo hitro je minila sezona, vsaj zame, Blaž, verjetno tudi zate. Ja, se kar strinjam. Ja. Zabavna sezona, polna dobre košarke, resnično je NBA liga letos postregla z zanimivimi tekmami, odličnimi tekmami, polno mladih, novih igralcev prišlo v ligo, v katerih bo lahko ogromno govorila. Tisti že izkušeni so dosegali nove nivoje, rekordi, statistični rekordi vseh vrst so bili zrušeni letos, o katerih bova več govorila naslednji teden, ko si bova pogledala tudi morebitne dobitnike tistih najpomembnejših nagrad, povedala bova, kdo je najin kandidat za MVP-ja, idealne peterke lige si bova izbrala po najinem izboru, seveda. Pogledala tudi ostale nagrade za najboljšega 6. igralca lige, igralca, ki je najbolj napredoval, trenerja leta, rukija leta, vse to si bova pogledala naslednji teden, tokrat pa si bova pogledala situacijo v obeh konferencah v boju za končnico. Resnično potekajo, še posebej na vzhodu, kar 5 moštev konkurira, še vedno se bori za mesta od 5. do 9. Tudi Miami, s katerim bova seveda začela ta podcast. Miami namreč lahko v tej končnici, Blaž, prej sva gledala, konča na položajih od 9 do 5, torej lahko izpade ali pa na koncu teoretično igra celo proti Washingtonu v končnici, v prvem krogu končnice, ki je pa za njih izredno ugoden nasprotnik in v sezoni so ga ravno včeraj premagali, še tretjič, še enkrat igrajo proti njim. Torej možno je vse. Na zahodu je edino vprašanje še, kar se tiče samega boja, udeležbe v končnici Denver ali Portland, ampak pogledala si bova tudi nekaj morebitnih parov v sami končnici, tudi na vzhodu, zato da ne bova zgubljala časa, kratka pavzica. Pa začnemo. Tako, rekla sva, da bova začela kar na vzhodu, v vzhodni konferenci in z Miamijem, torej moštvom, ki seveda zaradi našega Gorana Dragića zanima največ najinih poslušalcev. In sicer da zadnje, ko sva govorila o Miamiju, Blaž, to je bilo tik pred poškodbo Waitersa in takrat sva ravno rekla, Miami bo zagotovo igral v končnici, če ne pride še do kakšnih poškodb. Predvsem pri teh ključnih igralcih, Whiteside, Dragić in Waiters, ravno te 3 sva tudi omenila in ja, poškodoval se je ravno eden izmed teh 3, Waiters. Celoten napad Miamija poganjata ta 2 branilca, Dragić in Waiters, v tem zmagovitem nizu je ravno na celoten napad Miamija baziral na prodorih teh 2 igralcev in ker sta oba odlična, oba spadata med 10 najbolj prodornih igralcev v ligi, Dragić je celo med 3 najbolj prodornimi igralci v ligi, torej igralci, ki zberejo največ prodorov na srečanje. In ravno s to drive and kick igro, Carlisle, trener Dallasa, je Miami celo poimenoval, da so najboljše drive and kick moštvo v ligi, torej moštvo, ki prodira in potem podaja na ven. In to je v bistvu celotna skrivnost odlične igre, recept za odlično igro Miamija v tem zadnjem obdobju, da sta Waiters in Dragić tako odlično sodelovala, žoga niha iz leve na desno stran, če slučajno se obramba zgosti na levi strani, Dragić poda Waitersu na desno stran, ali obratno, če se obramba zgosti na desni, poda Waiters Dragiću na levo stran, eden izmed njih gre v prodor in poda na ven, za 3 so odlično metali, ali pa občasno sta oba seveda igrala tudi pick and roll z Hassanom Whitesidom. In eden izmed teh 3 ključnih igralcev, Waiters, se je seveda poškodoval in od takrat naprej 6 porazov in 4 zmage, Blaž. Ja, v bistvu zgodilo se je točno to, česar smo se bali, ne? In Miami je namesto tega, da bi bil zdaj že v bistvu gladko na mesti za končnico, se bo zdaj do zadnje tekme boril za
to zadnje 8. mesto. Ni pa nujno, da bo na koncu pristal na 8. mestu, ker ko smo gledali malo to matematiko v zadnji za tem, kaj se še lahko zgodi, se nam je rahlo zavrtelo. Kajti možno je dejansko vse. Miami lahko do konca sezone, se pravi na zadnjih 2 tekmah, v teoriji pride tudi na 5. mesto. To pod pogojem seveda, da Atlanta in Milwaukee izgubita preostali tekmi in pa seveda Chicago ne sme biti boljši od Miamija. In Indiana mora izgubiti. Ja, in Indiana seveda. Namreč teh 5 moštev na vzhodu, če si pogledava samo trenutno situacijo na lestvici, neznanke še precej, tudi na vrhu, ampak bova potem pogledala tista prva 4 moštva, ki se borijo pač za razpored od 1 do 4, Cleveland in Boston se še vedno borita za prvo mesto v konferenci, ki na to prinaša prednost domačega parketa vse do finala konference in tudi v finalu konference. Atlanta, Milwaukee, Indiana, Chicago in Miami se pa borijo za mesta, tako kot si povedal, od 5 do 9, in kjer je pa dejansko, si že nakazal, možno vse. Ja, ne, in lig zaradi recimo Atlanta in Milwaukee v tem trenutku že imate zagotovljeno mesto v končnici. Ampak to ne pomeni, da imate zagotovljeno mesto med, se pravi, 5. pa 6. mesto, na katerem se trenutno nahajate. V primeru, da izgubita preostale tekme do konca in Miami dobi obe svoji tekmi, bo Miami pred obema. Tako, zaradi zmag na medsebojnih tekmah, namreč, če samo omeniva, kakšna matematika oziroma kaj velja v situacijah, ko so moštva izenačena, jezik se mi zapleta. Če so moštva izenačena, če sta 2 moštvi izenačeni, se najprej gledajo medsebojne tekme, torej zmage na medsebojnih tekmah. Če pa je izenačenih več moštev, se pa najprej gledajo zmage znotraj divizije. Kar je, moram priznati, čisto tako umestno, mi ni všeč. Ne maram, da divizije so res ena taka povsem zastarel koncept. Raje bi videl, da bi recimo šteli samo pozicija v konferenci, kot pa znotraj divizij, oziroma zmage znotraj konference. Bi se mi zdelo bolj fair, ali pa recimo, da bi potem da bi se števali zmage na medsebojnih tekmah. Dosti je teh raznih opcij, ki jih poznamo iz turnirskih sistemov tudi v Evropi. Dosti je tudi pogovorov o tem, kaj bi moralo šteti, kaj ne. Moram priznati, da sam nisem velik ljubitelj tega, da odloča pozicija v diviziji, ampak da ne bova časa zgubljala s tem. Šteje pač v primeru večjih moštev z istim številom zmag in porazov, šteje njihovo število zmag v diviziji, kjer Miami ima neko določeno matematiko v svojo korist, namreč Atlanta je ravno ta situacija, kjer ima precej slabši skor v diviziji, tudi Indiana ima vsaj v tem trenutku še slabšega znotraj divizije, tako da nekaj parov jim gre v korist, vendar po določeni matematiki sva tudi to gledala, da tudi če Miami zmaga obe tekmi in nekatera od teh moštev pred njimi izgubijo neke tekme, da lahko v primeru nekega situacije, v kateri je recimo so 4 moštva izenačena ali 5 moštev izenačenih, odvisno od tega, katera 4, katerih 5 moštev izenačenih, lahko tudi Miami izpade, vendar to bomo seveda, povsem možno je, Blaž, kot sva gledala, da bo odločal zadnji večer in da bodo potem odločale ta matematika, ta sistem potem določanja zmagovalcev v primeru večjih izenačenih moštev, ker seveda povsem možno je, da bo več moštev imelo isto število zmag in porazov in 3-4. Zato so kakršnekoli napovedi še zelo nehvaležne. Ja, točno tako, ne, in tako, kot sem rekel že na začetku, mi, ko smo gledali to matematiko, dejansko sploh nismo več, nama ni uspevalo dobro razumeti, kaj se lahko zgodi v vseh scenarijih, ker je scenarijev enostavno toliko, da res dejansko čakamo tisti zadnji krog, ko bo na koncu ta računalniška matematika povedala, kdo je v končnici. In še posebej, recimo, vzhodna konferenca je taka, kjer dejansko lahko vsakega premaga. Dejansko, ravno Chicago je izgubil proti Brooklynu včeraj, recimo tekmo
podobno napako je naredil, oziroma podoben spodrsljaj se mu je zgodil, recimo kot takrat pred dobrim tednom Miamiju, ki je doma izgubil z New Yorkom, ki je igral brez Carmela Antonija, ki je igral brez Derricka Rosea, ki je igral brez Noah že dalj časa. Čeprav bi lahko rekli, da je New York brez Rosea, Carmela in Noah precej boljši klub, kot je s temi igralci. Vsaj igrajo lahko hitrejšo, lepšo košarko, ampak dobro, da ne bova zdaj o tem zgubljala besed. Ja, dejansko na vzhodu lahko vsako moštvo vsakega premaga. Cleveland je v krizi na koncu sezone. V drugi polovici sezone ima Cleveland identičen skor, identično razmerje zmag in porazov kot Brooklyn. Torej zadnja ekipa vzhodne konference v tako veliki krizi. Že dolgo časa ni LeBron v Clevelandu izgubil toliko tekem, koliko jih je izgubil v zadnjem obdobju. Čeprav seveda, potem kasneje, ko bo govoril o končnica, pravijo LeBron preklopi eno stopničko više, čeprav problem Clevelanda, tisti glavni problem Clevelanda ni LeBron. Vendar ja, tako kot sem dejal, kot si ti dejal, situacija je še zelo negotova in je možno predvsem možno vse. Zdaj, res bi bilo, vsaj meni bi se zdelo resnično zelo škoda, če Miamiju po tem fantastičnem preobratu brez precedensa, v zgodovini podobnega preobrata, še nikoli ni bilo, namreč, da bi moštvo, ki bi je imelo v določenem trenutku, v določenem delu sezone samo 11 zmag in kar 30 porazov, potem nanizalo 13 zaporednih zmag in potem tudi naprej še zmagovalo. Zmagovali so pravzaprav brez večjih težav vse do te poškodbe Waitersa. Od takrat naprej pa se vidi, ja, kot sem že začel pač v tem delu podcasta, vidi se, da Waiters je izjemno pomemben dejavnik. O Waitersu sva recimo nekaj podcastov nazaj, takrat, ko sva govorila, ko sva snemala podcaste med tistim zmagovalnim nizom, predvsej sva govorila o Waitersu in seveda sedaj se vidi, zakaj sva toliko govorila o Waitersu, poudarjala, kako pomembna je njegova igra za Miami. Sedaj se lepo vidi, seveda, dejstvo je, da Waiters ni edini. Podobno recimo, če gledamo, ko ni Gorana v igri, je na 9 tekmah, Goran je letos izpustil 9 tekem in na teh 9 tekmah je Miami izgubil 8 tekem in zmagal samo enkrat. Se pravi, še slabši izkupiček imajo kot na tekmah, kjer manjka Waiters, ampak pomembni so vsi te igralci. Miami nima toliko talenta, tako, ja, toliko globokega rosterja oziroma globoke postave, kjer bi recimo 5., 6., 7., 8. igralec tudi ogromno prispeval. Te 3 igralci in recimo James Johnson, o katerem sva tudi že precej govorila, ravno o Waitersu in Jamesu Johnsonu sva v prejšnjih podcastih ogromno govorila in seveda te tekme zdaj potrjujejo, ko je James Johnson zadnji 2 tekmi začel v prvi peterki, se je tudi videlo, kako, njegove številke so vseeno bile prej malce nižje, ker je začenjal v drugi peterki in sedaj v prvi peterki je dokazal, da bi v bistvu moral verjetno v prvi peterki igrati že dalj časa. Ja, se strinjam, ampak recimo še ena stvar, ki kaže, koliko zelo pomemben je Waiters za Miami, je bilo takrat, takoj po tistem, ko se je poškodoval, mislim, da 3 ali celo 4 tekme, je takrat Goran imel katastrofalno statistiko glede na podatke iz te sezone. Ne podatke, glede na statistiko te sezone je imel katastrofalno, mislim, da je meto zelo slabo iz igre, dosegel je pa 13 točk. Ja, zanimivo je, 13 na 2 tekmah, ja, recimo zanimivo je, ko sva gledala, dejansko, čeprav zdaj vprašanje, je to direktna korelacija med tem, da je Waiters manjkal in da je Goran ali je Goran samo zapadel v neko strelsko krizo. Američani temu pravijo slump, v nek določen strelski slump, zapadel, ki je trajal par tekem. Vprašanje, koliko je to povezano zdaj z Waitersom. Ja, v določeni meri vsekakor, namreč obrambe so takoj, čim je Waiters tisto tekmo, ko je manjkal, so obrambe začele Dragiča, so se skoncentrirale obrambe nasprotnika na Dragiču, pogosto so ga že zelo visoko podvajali, v bistvu takoj, ko je
ko je sprejel žogo, že na njihovi polovici so ga začeli podvajati, ali pa igrali so pressing na njemu skozi celoten parket. Ponavadi je dobil svoj, kot temu pravimo, flajšter, igralca, ki ga je po celotnem parketu, torej igralca obrambnega specialista, ki ga je preganjal po celotnem parketu. In seveda po pick and roll igri so ga vedno njega podvajali, torej puščali igralca, ki mu je postavljal blok, oziroma njega so prevzeli drugi igralci. Dragiča sta pa dva igralca, tista dva obrambna igralca, ki sta bila vpletena v pick and roll, podvajala. Tako da temu se reče, da ga blicajo, torej da ga več igralcev po pick and rollu. Zaradi tega so ga res limitirani. Tukaj je vedno bil Waiters, tako kot si povedal, tisti, ki mu je Dragič lahko podal žogo, in je potem on prevzel organizacijo napada, in če je bila obramba, kot sem jaz prej govoril, pač na eno stran skoncentrirana, je imel pač drugi od teh dveh prodornih igralcev precej več prostora, in to je odlično funkcioniralo. In Miami nima nobenega drugega igralca, ki bi lahko to počel. Recimo Tyler Johnson in Josh Richardson, ki sta bila potem po tej poškodbi Waitersa, ki sta igrala v tej vlogi. Josh Richardson je začenjal tekme potem na dvojki kot pač visoki branilec. Ni tako dober pri organizaciji žogo. In recimo z boljšim igralcem zagotovo ne bi prišlo do tega padca, ki se je Miamiju zgodil. In dejansko to mislim, da tukaj ni nobenega dvoma. Mislim, da lahko brez dvoma rečeva, da če Miami ne bi imel toliko težav s poškodbami, bi bili v play-offu še več. Bili bi, recimo, pogovarjala so se ravno o tem, kje bi recimo bil Miami, če ne bi imel toliko težav s poškodbami, ko igrajo vsi najbolj pomembni igralci Miamija, torej Dragič, Whiteside in Waiters. Ima Miami skoraj da 70-80% izkupiček zmag, kar bi jih na vzhodu teoretično lahko uvrstilo celo na prvo mesto, če bi celotno sezono tako igrali, kot so igrali v drugem delu sezone. Namreč prvo moštvo Cleveland ima 64% zmag v tej sezoni. Tako da dejansko je ta poškodba, recimo predtem, tudi v drugem delu sezone, ko sva recimo se takrat pogovarjala, če bodo imeli srečo s poškodbami, oziroma če bodo zdravi, se bodo uvrstili, ne. Ampak tudi v drugem delu sezone niso imeli recimo sreče s poškodbami, namreč ravno tista tekma že pred poškodbo Waitersa. Recimo, če se spomniš, Dragič dobil tisti udarec v oko, izpustil eno tekmo, in ravno tisto tekmo so potem izgubili proti Pacersom, proti katerim so predtem zmagali že 2 tekmi. In se zdi, da so boljši od Pacersov, če so v popolni postavi. Precej prepričljivo so jih namreč predtem premagali. In tisto tekmo, ko je manjko Dragič, so izgubili za 4 točke na gostovanju. Verjetno, če bi Dragič igral, bi verjetno zmagali. Potem naslednje 2 tekmi, ko se je Dragič zopet vrnil, zmagali brez večjih težav, prepričljivo premagali Pelikane in Timberwolvse. Potem so izgubili, in ravno na tekmi proti Timberwolvesom se je pa potem poškodoval Waiters, in od takrat naprej pa, nekaj neugodnih porazov. Verjetno proti Portlandu, kjer se je takrat potem razigral Lillard, recimo, kakšno tekmo lahko izgubiš, mogoče takrat ne bi zaostali Lillard, ampak že spet. Zagotovo od takrat naprej sva povedala, 6 izgubljenih tekem, 4 zmage, zagotovo bi kakšno zmagali. Najbolj neugoden poraz pa Blaž. New York, prejšnji petek. Pa ko je dejansko, kot so že rekla, takrat, ko so igrali proti B ekipi, in zna se res zgodi, da jih bo ta poraz na koncu stal uvrstitve. Pa recimo neke vrste tudi tale poraz proti Torontu, ko so tudi zgubili samo za 2 točki. To sta verjetno te 2 ključni tekmi v zadnjem obdobju, kjer pač so bili zelo blizu, in če bi to spremenili v zmage, mislim, da ne bi bilo sedaj vprašanja o tem, ali bodo prišli v play-off ali ne. Verjetno. Tisti poraz proti New Yorku, potem je sledil še domači poraz proti Nuggetsom, kjer predvsem Nuggetsi igrajo izjemno v napadu. So ena izmed najboljših napadalnih ekip lige.
Na drugi strani Miami igra med 10 najboljšimi obrambnimi ekipami lige, vendar jim se spravi torej tekmo obramba proti napadu in na tisti tekmi je pač njihova obramba bolj zatajila kakor napad Nuggetsov. Namreč takrat je Gallinari jih je na tisti tekmi se zopet razigral, ker je imel mismatch, McGruder ga je pokrival, Gallinari je 210 cm, 208, 209 cm visok igralec, McGruder je 192, 193 cm visok in Gallinari je tisto tekmo lepo izkoristil, ampak ja, tisti poraz 113 proti 116, 3 točke so izgubili, malo jim je zmanjkalo, potem ta poraz proti Raptorsom, ja, zdaj, ampak to so vse tekme, kjer recimo lahko računaš na poraz, tako da tista tekma proti New Yorku, ampak pozabimo ta drugi del sezone. V tem drugem delu sezone so oni kljub poškodbam, kljub temu manjšemu črnemu nizu po poškodbi Waitersa, kateri se je nekako sočasno zgodil tudi s tisto manjšo strelsko luknjo Dragića, o kateri so par besed spregovorila, ki je trajala 3-4 tekme, namreč Goran po tisti strelski luknji, ravno ja, po tisti poškodbi, nekaj smo o tem že par besed spregovorila, ja, je ravno pa Dragić tudi zapadel v določeno krizo, zdaj vprašanje, koliko je bilo to povezano, to sem želel povedati, prej, ko so o tem govorila, namreč v decembru, Dragić je celoten december igral brez Waitersa in imel takrat tudi odlično statistiko, preko 20 točk, preko 6 podaj, skoraj takrat je imel 44% med za 3, samo v mesecu decembru, tako da samo po sebi jaz mislim, da on je še vedno sposoben odlično igrati, tudi če nima Waitersa zraven sebe, ampak tako da možno, da je tudi nekaj bil tudi poškodovan, imel je poškodbo stopala, celo brali smo lahko, da igra z luknjo, da so mu fizioterapeut, klubski fizioterapeut, mu je luknjo zastrigel v supergo, zaradi tega, da nima takega pritiska na stopalo, dobil je diagnozo bursitisa, ne, boleča zadeva, načeloma sicer verjetno ni poškodba, ki bi morda kakšne trajne posledice pustila, vsaj če pač pravilno zdraviš zadevo, ampak je pa boleča zadeva, tako da morda tudi to ga nekaj oviralo in takrat je imel pač 3-4 tekme, na katerih je odigral slabše, ampak od takrat naprej zopet, od takrat naprej pa recimo na zadnjih potem 4-8 tekmah, no, zadnjih 8 tekmah dosega skoraj 24, preko 24 točk, se je vrnil na ta nivo, ki ga od njega pričakujemo, na katerem igra letos in letos dejansko igra na, kot pravimo temu v žargonu, all-star nivoju, na all-NBA nivoju, igra morda celo boljšo košarko, več o tem seveda naslednji teden bova več povedala o Goranu, naredila kakšno oceno njegove sezone, kam ga umeščava med branilci, ali si morda celo zasluži mesto v eni izmed idealnih peterk, podobno kot, ker namreč ravno 2-3 leta nazaj, ko je bil v idealni peterki, letos ima celo nekaj boljšo statistiko in ponovno je recimo ekipo, ki so ji napovedovali porazno sezono polno porazov in tankanje, je popeljal praktično na rob play-offa, kar je vsekakor spoštovanja vreden dosežek, ampak o tem več naslednji teden. Tako da sedaj Miami čakata še 2 tekmi. Težki tekmi. Cleveland, Washington, mislim, če samo pogledamo obe ekipi, je tukaj prej bi stavil na 2 poraza kot na 2 zmagi, oziroma v najboljšem primeru 50-50, se pravi, Washington bi znal premagati Cleveland. Cleveland je pa tako. Cleveland ima težavo s tem, da so zdaj v tem drugem delu sezone toliko slabši, da jim Boston ves čas diha za ovratnik in lahko se zgodi, da bo Cleveland mogel res do zadnje tekme igrati na polno, zaradi tega, da bojo obdržali to prvo mesto v konferenci in potem seveda prednost čez celotno končnico do finala. In ravno zaradi tega je ta tekma s Clevelandom verjetno zelo, zelo nevarna za Miami. Po drugi strani je pa pri Washingtonu tako, da je odvisno vse od današnje tekme, se pravi, snemava to v nedeljo, je vse odvisno od današnje tekme, ko Toronto igra proti New Yorku in če Toronto danes to tekmo dobi, bo Washington obsojen na tisto 4. mesto in dejansko ne bo mogel več
V bistvu Nič ne bo igral za nič drugega, kot samo za to, da bi prišli do 50. zmage. Tako da se lahko zgodi, da bo na zadnji tekmi Washington spočil nosilce, lahko pa tudi ne. Kdo ve, ne? Ampak sigurno ne bodo tako zelo motivirani, kot bo motiviran Miami. Ja, ravno zaradi tega, ko so govorili o teh številnih neznankah, ki jih je še do konca sezone, zakaj je izjemno težko karkoli napovedovati, ne samo seveda zaradi tekem Miamija, tudi zaradi tekem njihovih nasprotnikov. Čeprav Miami ima daleč v tem zaključku sezone daleč najtežji razpored. Zadnje 4 tekme so igrali seveda proti Torontu, so že odigrali v Washingtonu, sedaj igrajo proti Clevelandu in potem še enkrat proti Washingtonu. Torej, top 3, top 4 ekipe njihove konference, to so bile njihove zadnje tekme, to so bile in bodo njihove zadnje tekme v rednem delu sezone. Medtem ko njihovi nasprotniki, Chicago ima zelo lahek razpored, potem Indiana ima lažji, vsi imajo precej lažji razpored, igrajo proti lažjim nasprotnikom. Morda bo precej odvisno tudi recimo od zadnjega večera tekem. Recimo zadnji večer igrajo Pacersi in Atlanta. In povsem možno je, da bo recimo to tista tekma, ki bo na koncu vse odločila, ampak seveda, kot si dejal, ne vemo, kako bodo proti Miamiju igrali, kako bodo igrali Cleveland. Cleveland, s katerim igrajo jutri, igra back-to-back tekmo, torej drugo tekmo v 2 večerih, danes igrajo in potem igrajo še jutri. Do sedaj so v sezoni redno, kadar so igrali back-to-back tekme, na tej drugi tekmi v 2 večerih spočili LeBrona, pogosto spočili tudi Kyrija, tudi Lava na nekaterih tekmah. Tako da je vprašanje tudi zdaj, ali bo jutri Cleveland igral v celoti, če danes zmaga, ali bo jutri spočil kakšne izmed svojih nosilcev, namreč to bi lahko pomenilo, da imajo potem že eno tekmo prednosti pred Bostonom. Boston pa jutri tudi igra tekmo proti Brooklynu, tako da jih Boston lahko v primeru poraza na današnji tekmi, potem jutri že prehiti. Recimo, sedaj imajo identičen izkupiček. Če si na hitro recimo pogledava še malce preostalo situacijo med temi prvimi 4, se malce sva o tem že govorila, med tem, ko sva govorila o tistih 5 ekipah, ki se borijo za položaje od 5 do 9. Nekatero moštvo bo izpadlo. Kot zdaj se seveda kaže, upam, da so bila dovolj jasna, izpadlo bo eno od sledečih 3 moštev, Indiana, Chicago in Miami. Milwaukee, Atlanta, Washington, Toronto, Boston in Cleveland imajo seveda že zagotovljena mesta v končnici, medtem ko se Washington in Toronto še vedno borita za 3. mesto. Ta bitka bo mogoče, kot si dejal, odločena že danes. In Cleveland in Boston, ki se borita za 1. mesto v konferenci. Situacija je res, tak zaključek sezone, kot si ga lahko samo želimo, vse tekme štejejo, že zadnji teden, 2 se igra playoff košarka, se igra košarka v končnici, recimo Cleveland in Boston sta v prejšnjem tednu odigrala derbi, ki je mogoče že odločil, kjer je Cleveland, zaradi tega recimo jaz malce razmišljam o tem, da je možno, da Cleveland recimo ne kaže prave slike, ker je brez težav premagal Boston na njihovem parketu. Dejansko LeBron je deloval kot LeBron, ki smo ga lansko leto gledali v finalu. Recimo v lanski končnici je LeBron dokazal, kljub temu, da je Steph Curry postal prvi soglasni dobitnik MVP nagrade v zgodovini NBA lige, je potem v končnici bilo jasno, da je najboljši igralec lige še vedno samo en in njegovo ime je isto, kot je bilo zadnjih 5, 6, 7 let, LeBron James. In da mu nihče niti ni blizu. Ko on igra na tistem nivoju pač najboljšega igralca današnjega časa, je dejansko v obrambi in napadu mu nihče ni blizu. In zaradi tega, in to je bil LeBron, ki smo ga ravno na tej tekmi Cleveland-Boston prejšnji teden gledali, in kjer je seveda Cleveland demoliral Boston, ponižal. Tako da Boston, ki igra kot drugo moštvo vzhoda, in Boston, za katerega Tensa, recimo tudi Blaž, sem na hitro samo preletel na zadnji podcast, sva govorila, saj jaz sem rekel, da me Boston še ni povsem prepričal. In ko gledam recimo njihovo napredno statistiko, ko gledam to,
kakšne težave imajo v obrambi, v obrambnem skoku, predvsem, ker so med najslabšimi moštvi lige. To so tisti elementi njihove igre, ki v končnici so zelo pomembni. Obramba, skok v obrambi, to so tiste stvari, ki v končnici odločajo tekme, ko se igra malce upočasni, ko bojo recimo se obrambe bolj skoncentrirale na Thomasu. Recimo do sedaj v sezoni, ko sem gledal, ko so recimo poskušali Thomasa izločiti iz igre, torej obrambo skoncentrirati na Thomasu, so bili rezultati zelo mešani. Včasih so ostali igralci Bostona dobro reševali situacijo, včasih slabše. Vendar je bilo dosti odvisno seveda tudi od tega, kako so rotirali potem, kako je obramba rotirala, če je podvajala obramba, ki je podvajala Thomasa, kako je potem rotirala na drugih igralcih. V končnici ponavadi radi rečemo, da se obrambe, igre se upočasni, obrambe so še bolj intenzivne, še bolj sodniki dopuščajo, kriteriji se tudi malce spusti, dopuščajo igro z precej več kontakta, ne piskajo več podobnih osebnih kot v rednem delu. Čeprav to je recimo košarka, zadnje tekme, ko jih gledam na vzhodu, tudi na zahodu, že lahko spremljamo play-off košarko v bistvu. Te tekme, zadnje tekme z Miami proti Torontu, Miami proti Washingtonu, to je bila že tista prava play-off košarka, trda play-off košarka, kjer so dopuščali igro z veliko kontakta, kjer tudi recimo si včasih, to pa tega v Evropi, tudi v Evropi, kjer recimo malce bolj trda košarka se včasih igra, saj v napadu, vsaj obrambe imajo malce več, so v prednosti, ja. tako, ja, v NBA je pa malce, pravila so malce bolj naklonjena napadalnim igralcem, ampak zdaj v zaključku sezone je že to tista play-off košarka, kjer napadalcem ne puščajo več toliko prednosti in dopuščajo obrambnim igralcem, da malce bolj trdo primejo igralce. Tako da, ja, slika na vzhodu je še zelo odprta. Bova v naslednjem podcastu, potem ko bova govorila o nagradah, rekla kakšno besedo pač tudi o play-off parih, o katerih zdaj pač preprosto ne moreva še nič dokončnega reči, ker ne veva, kdo bodo play-off pari, razen seveda to, da Cleveland, Boston, Toronto in Washington bodo v prvem krogu imeli prednost parketa. To so moštva, ki bodo končala na prvih 4 mestih in bodo igrala proti enemu in pari bodo potem seveda Atlanta, Milwaukee, Indiana, Chicago ali Miami na drugi strani. Indiana, Chicago in Miami, to je pa še vprašanje, kdo bo igral v končnici. In ko bova več vedela, ko bova same pare videla, bova lahko morda tudi več povedala o tem, kako se bodo, kdo ima prednost v končnici. Preprosto, ja. Ker ne vem, kaj bi zdaj še rekel, morda je najbolj, da zaključiva ta del in greva potem pogledati še malce na zahod, v zahodno konferenco in tam pogledava še trenutno play-off sliko in trenutno situacijo na lestvici. Mogoče bi te jaz res čisto za konc, v bistvu za zaključek tega dela vprašal še, kdo misliš, da bo izpadel, Miami, Indiana ali Chicago? Napoved. Ravno govoril sem, zaključeval sem se, poskušal sem se rešiti na ta način, da bi povedal, zaradi tega, ker dejansko gre za čisto ugibanje, ker so seveda govorila, ne veva niti, kako bodo igrali Miamijevi nasprotniki. Na drugi strani je recimo Miami pogrnil proti New Yorku ravno brez nosilcev, kjer so morda malce podcenjevali nasprotnike. In recimo ena stvar je taka, čisto zanimiva še, ko si me že to vprašal, pa je še tole urinil noter, preden zaključiva tale del podcasta. Namreč zanimivo je, da v drugem delu sezone je Miami premagal vse najboljše ekipe vzhodne konference, izgubil pa proti najslabšim ekipam vzhodne konference. Izgubili so proti Filadelfiji, Orlandu Filadelfiji, Orlandu in Brooklynu. Premagali so pa, upam, da ne govorim, zdaj govorim malce preveč na pamet. Mislim, da so izgubili tudi eno tekmo proti Brooklynu, vendar nisem povsem prepričan. Ne, proti Brooklynu so, premagali so vse, ampak izgubili so proti Orlandu in izgubili so proti Filadelfiji. In izgubili so proti New Yorku.
No, ja, seveda, New York je še eno izmed teh najslabših moštev vzhoda. Tako da ja, izgubili so medtem, ko so premagali vsa moštva z vrha. Premagali so Cleveland, premagali so Washington, premagali so Toronto, Atlanta, Milwaukee, moštvi, ki so pred njimi, se pravi, vsa moštva, ki so pred njimi, so v drugem delu premagali. Chicago, Indiana, Milwaukee. Tako da izgubili pa proti moštvom na tistih tekmah, proti katerim, še posebej Orlando se zdi eden izmed takih izjemno neugodnih matchupov za Miami. In so izgubili proti Orlandu, so izgubili celo letošnjo serijo. Samo eno tekmo proti Orlandu so zmagali in kar 3 izgubili. Tako da ja, napovedi, tako bom rekel, Blaž. Povej ti najprej, pa bom se... Ne vem, jaz imam tak zelo čuden občutek, da Chicago se bo nekako zvlekel v ta playoff. A veš, da se tudi meni podobno zdi, glih zaradi tega, kljub temu, da so zdaj izgubili proti Brooklynu, naključje je ravno tako, da se je Wade vrnil ravno to tekmo, celotno to serijo, Brooklyn, Chicago je izpadel iz končnice z Wadeom, Wade se je na to poškodoval. In v tem obdobju, ko je bil poškodovan, je Chicago naredil zmagoviti niz. Prvo tekmo, ko se Wade vrne včeraj proti Brooklynu, proti moštvu, ki bi ga morali brez težav premagati, izgubijo. Tako da morda Wade igra za Miami, srce, vidi se, kje je srce, kje je Wadeovo srce. Še vedno Miami, mimo grede, ne samo Wadeovo srce, tudi njegovo telo, sedaj, ko je bil poškodovan, to obdobje, pravijo, da je bil celotni čas v Miami, ni bil nič v Chicagu. Tako da, ja, Chicago ima lahek razpored, vse v njihovih rokah. Miami mora računati na poraze ostalih moštev. Ja, jaz imam podoben občutek, da je Chicago tisto moštvo, ki se bo uvrstilo. Indiana je tudi, recimo, malce bolje, slabo igrala. Vsa ta moštva, recimo Atlanta, Milwaukee, Indiana, Chicago so v drugem obdobju, pravzaprav vsa moštva so v drugem delu končnice praktično igrala slabše kot Miami. Ampak Miami je seveda pokopal ta prvi del sezone, v katerem so bili najbolj poškodovano moštvo lige. Skupaj s Filadelfijo so njihovi igralci izpustili daleč največ tekem med vsemi. Precej preko 200 tekem so skupaj vsi njihovi igralci izpustili. Naslednje moštvo skupaj s Filadelfijo sta na prvih 2 mestih po številu izpuščenih tekem. Naslednje moštvo, recimo, ki po številu izpuščenih tekem njihovih igralcev, ima, mislim, da 80 tekem več so odigrali njihovi igralci od Filadelfije in Miamija. Tako da vemo, kako gromozanska razlika je in kako ogromno igralcev. Recimo v prvem delu sezone so igrali tekme samo z 8 igralci, oziroma samo z 7 igralci in Udonisom Haslemom, ki je pa seveda neuporaben več. Njemu plačujejo, on je na tej pogodbi, ki se mi reče pogodba za zasluge, za to, kar je naredil v preteklosti, zdaj še plačujejo, ampak se vidi, da ni več pač sposoben igrati. Zaradi tega, ja, strinjam se s tabo, da verjetno bo Miami tisti, ampak borijo se, naredili so izvrsten preobrat, zaslužijo si končnico. Res bi bilo škoda, če po tej borbi, v takem preobratu, po vseh teh poškodbah, ki so imeli, čeprav jaz nisem eden izmed tistih, ki verjame v to športno karmo, v športne bogove, ki bi jih prosil za zmago, zakaj bi, ne vem, vedno me zabava to pri ljudeh, ki Boga prosijo za pomoč pri ekipi, a misliš, da Bog navija za Real, pa ne mara Barcelone v tej situaciji? Ne vem, zakaj bi, mogoče je pa Bog fan Mesija, kaj pa veš? To me vedno zabava v tej situaciji, ampak ne vem, sam sem ateist, tako da ne prisegam na nobene bogove. Vendar, ja, mislim, da bo Miami izpadel, vendar možno je pa še vse. Zaradi tega tudi jaz mislim, da se zna zgoditi, da boste Indiana in Chicago končala pač v končnici, Miami pa bo tisti, ki bo tukaj potegnil kratko, nažalost, ampak tako pač je v športu. Šport je najboljši resničnostni šov na svetu in porazi so del tega športa, del športa kot takega. Kot bi rekli Američani. Brez porazov ni zmag. You win some, you lose some. Tako. V drugem delu še nekaj v zahodu.
Po kratki pavzici, še kaj Blaž? Ne, se slišimo čez par sekund. Tako, vrnila sva se še z zahodno konferenco, ki ni niti približno tako zelo zakomplicirana kot vzhodna. Zadeve so bolj kot ne odločene, le še določene nianse se lahko popravijo lestvico. Predlagam, Matej, da kar pogledava, kako trenutno stojijo zadeve. Ja, prvo, drugo, tretje mesto, Golden State, San Antonio, Houston so več ali manj že, mislim, ne več ali manj, so. Golden State bo prvi, San Antonio bo drugi, Houston bo tretji, to je že jasno. Tista glavna neznanka, glavna stvar, ki nas seveda še zanima, boj za končnico, Portland ali Denver, to je tisto zadnje vprašanje, ki ostaja, vsaj kar se tiče same udeležbe v končnici, in kot kaže, je ta boj, ki se že nekaj časa, zadnji mesec, pravzaprav Portland in Denver bijeta bitko za končnico. Že dalj časa je znano, da sta to edini dve moštvi, ki se lahko uvrstita še v končnico, namreč New Orleans je že nekaj časa izpadel kot 10. moštvo lige, tako da nima več možnosti, da bi se vmešal v boj. Je pa ja, zanimivo pri Denverju in Portlandu, Blaž, ko sva govorila o tradih, ko sva govorila o menjavah. Denver je poslal v Portland Jusufa Nurkića in zraven še izbor v prvem krogu nabora, in kot zdaj kaže, se je s tem pošteno ustrelil v lastno nogo, in ravno ta poteza jih je verjetno na koncu tudi stala končnice, namreč Nurkić je potem, ko je pač Denverju je on izgubil mesto v začetni peterki ravno zaradi izjemnega Jokića, o katerem smo tudi na naši strani že ogromno govorili, ogromno pisali. Nurkić je na začetku je kazalo, da bo on tisti center prihodnosti v Denverju, tudi potem so pripeljali Jokića, Nurkić se je poškodoval, v tistem času je Jokić pač začel igrati v začetni peterki in pokazal res talent in stvari, ki jih jaz od njega nisem pričakoval, ko sem ga spremljal v Evropi. Seveda, njegov talent se ne da zanikati, izjemno nadarjen, visoki igralec, ampak je stopil še korak višje, naredil še določen preskok in kaže sedaj igre, ki jih jaz od njega nisem pričakoval. Vedno sem videl recimo njegovo izjemno sposobnost podajanja, izjemen pregled igre, spomnil me v tem recimo od tistih starejših centrov, legendarnega Sabonisa, v tem novejšem času recimo me spominja po sposobnosti podajanja na Marka Gasola, ki je pravzaprav glavni playmaker Memphisa in eden izmed razlogov, da so že leta tako učinkoviti, da se vedno, kljub temu, da recimo to je eno izmed moštev, ko so govorila o poškodbah, eno izmed moštev, ki ima tudi vsako leto precej težav s poškodbami, starajo se, vedno starejši so, vsako leto njihovi nosilci zamudijo, izpustijo zaradi poškodb precej tekem, vendar ravno zaradi te njihove rutine in sposobnosti podajanja, namreč visoki igralec, center, ki zna podajati, odpre v napadu moštva ogromno prostora. On seveda povleče izpod koša drugega visokega igralca in potem, če dobro išče druge soigralce, če jih najde po utekanjih, res, mislim, da še posebej v tej moderni košarki je visoki igralec sposobnostjo podajanja zlata vreden. In zaradi tega tista moštva, ki imajo centre, ki znajo podajati, imajo vedno izjemno uspešen napad, in Nuggetsi so tako moštvo, ki ima celo enega izmed najbolj učinkovitih, najbolj nevarnih napadov iz lige, ravno zaradi izjemnega Jokića. Ampak Nurkić ni podoben, ima druge prednosti, je recimo boljši, malce boljši v obrambi, kjer pa je Jokić, roko na srce, zelo slab. Ima druge prednosti, vendar tudi v napadu ni slab. Seveda nima, Nurkić je bolj v slogu teh starih, tradicionalnih centrov, bolje igra z igro, s hrbtom proti obroču, v postu mu lahko spusti žogo in je močan, njegov nadimek je The Bosnian Beast, bosanska pošast, in je izjemno močen v borbi pod košem, tam se ga le stežka zaustavi, oziroma najlažje zaustavi s kakšno osebno napako. Ampak tudi on je slab podajalec, iz posta, iz rakete zna dobro podajati naven
In ravno v tisti medsebojni tekmi Portland proti Denverju, ki je morda dokončno odločila potnika v playoff, je on povsem nadigral Jokića, dosegal preko 30 točk, preko 15 skokov, bil glavni igralec moštva. In ja, kot sem dejal na začetku tega kratkega monologca, močan strel v lastno nogo. Ne samo, da so poslali Nurkića, še izbor v prvem krogu, nazaj so pa dobili Masona Plumleeja, ki ga pa lahko poleti, ki bo poleti prost igralec in bo glede na tem, kakšna situacija je na trgu, kjer se bo letos še malce dvignil cap, kljub temu, da je slabši center od Nurkića, da je precej slabši center od Jokića, bo dobil letos, povsem prepričan sem, da vsaj 10 milijonov, 10-12 milijonov na sezono. In morda ga Denver ne bo pripravljen toliko plačati. Zaradi tega se povsem lahko zgodi, kar želim povedati, da se lahko zgodi, da bo Denver izgubil Plumleeja in je to pomenilo, da so v bistvu zastonj stran poslali Nurkića in še izjemno dragocen izbor v prvem krogu, še malce bolj dragocen, če bodo, kot kaže, izpadli iz končnice, zaradi katere bodo že spet izpadli, zaradi tega, ker so Nurkića poslali k njihovim direktnim konkurentom v boju za končnico. Bedarija brez primer, bi lahko temu rekli, oziroma izjemno kratkovidna poteza. Poteza, s katero so mislili, Nurkića so označili za igralca, ki ni bil najboljši vpliv v slačilnici, ki ni bil zadovoljen za svojo vlogo v moštvu. To je roko na srce Nurkić tudi jasno povedal. Ampak Nurkić je zdaj v drugem delu sezone potrdil, da morda zasluženo ni bil zadovoljen. Vsekakor je boljši center kot čas, ki ga je dobil na parketu. Glede na to, kakšen čas mu je bil namenjen, je precej bolj, zaslužil bi si več minut, preprosto povedano. Ki pa jih seveda v Denverju poleg Jokića ni dobil. V drugi polovici sezone, ko primerjamo statistiko Jokića in Nurkića, je povsem primerljiva. Njuna statistika je povsem primerljiva. Nurkić nima meta iz razdalje, nima meta z pol razdalje z razdalje, ki ga Jokić ima, na drugi strani Nurkić boljši v obrambi pod obročem. Nianse, to so nianse, se pravi, ampak ja, Blaž, strel v lastno nogo. Ja, se strinjam. Sploh, če pogledamo zdaj še razpored Portlanda pa Denverja. Portland igra do konca še proti Spursom in pa New Orleansu, medtem ko Nuggetsi igrajo dvakrat proti Oklahomi in proti Dallasu, in za Portland bo dovolj že samo ena zmaga ob predpostavki, da Denver dobi vse 3 tekme. Definitivno ima Denver težji razpored, vsaj po mojem, kot pa Portland, predvsem zaradi Oklahome, ki bo nevarna, predvsem zaradi Westbrookovega lovljenja zgodovine. No, ampak če recimo pogledamo še mičken višji po lestvici. Ja, Westbrook je zgodovino že ulovil, če misliš tem trojni dvojček, tega ima že zagotovljenega. Ne, mislim po številu trojnih dvojčkov v eni sezoni. To je pa res. Ne. No, ampak če pogledamo mičken višji po lestvici, Oklahoma in pa Memphis nekako še bijeta boj za to 6. mesto, v katerem ima Oklahoma 2 zmagi prednosti. In jaz mislim, da se tukaj tudi ne bo nič spremenil, mislim, da bo Oklahoma tukaj kar ostala. Potem pa je zelo zanimiva še borba za 4. mesto med Clippersi in pa Utahom, predvsem zaradi tega prednosti domačega terena. In parketa. Terena, parketa. Ja. In predvsem, kar je zanimivo, da imata Utah in Clippersi podobno težek razpored. Namreč Utah igra proti San Antoniju in proti Golden Stateu, medtem ko Clippersi igrajo proti Houstonu in pa... Lažem. Clippersi imajo nekoliko lažjega, saj igrajo proti Sacramentu in pa Houstonu, medtem ko Utah igra proti San Antoniju in pa Golden Stateu. Vendar, seveda, San Antonio in Golden State imata že zagotovljeno, jasno je, da bo Golden State prvi, jasno je, da bo San Antonio drugi, ne morejo več izgubiti te pozicije v končnici. Vemo, da Popovič rad spočije igralce na teh tekmah, verjetno
In seveda Steve Kerr pri Golden Stateu samo kopira to, kar Popovič počne pri San Antonio Spursih. O tem je bilo ogromno govora letos, namreč o počivanju igralcev na tekmah, letos tudi ogromno pritožb tistih starejših upokojenih igralcev, češ v naših časih nismo počivali in podobno. Na drugi strani so na ligo pritisnile tudi televizijske postaje, ki prenašajo te tekme, namreč kar na derbiju med Spursi in Golden Stateom se je zgodilo, namreč, da ni nihče izmed nosilcev igral, ali pa na nekaterih drugih tekmah, da je Cleveland spočil svoje nosilce na tistih tekmah na derbijih. In to so seveda derbiji, ki jih prinašajo nacionalke v Združenih državah Amerike, nacionalke, ki so plačale milijarde dolarjev za to, da lahko prenašajo tekme, potem pa seveda tekem noben ne gleda, ker na tekmi med Spursi in Clevelandom počivajo celotna prva peterka Spursov in celotna prva peterka Clevelanda. In potem seveda gledaš neke epizodne igralce, ki jih verjetno tisti bolj postranski ljubitelji košarke oziroma tisti, ki ne spremljajo NBA lige zelo podrobno, sploh ne poznajo. Ampak ja, tako da tukaj je vse zagotovljeno, zaradi tega, kot si rekel, Utah na malce težji razpored, saj na papirju, San Antonio Spursi in Golden State, vendar če bodo počivali vse svoje nosilce, se lahko zgodi, da bo to precej lažji razpored, recimo, kot ga imajo Clippersi. Vendar na drugi strani seveda je vedno tudi tukaj zelo vrljivo, ker se želijo tisti rezervisti, ki manj igrajo, bolj dokazati, so bolj motivirani. Tudi take primere poznamo. Zaradi tega je to lahko zelo dvorezen meč. Recimo, da bi nosilci na tekmi, ki nič ne šteje, bili še precej bolj sproščeni, na drugi strani pa rezervisti na takih tekmah, kjer dobijo nekaj več minut, si želijo dokazati, si želijo pokazati, da si zaslužijo več minut, da si zaslužijo večjo vlogo v ekipi in pogosto znajo odigrati nad svojimi sposobnostmi. Tako da, kot sva v vzhodni konferenci govorila, dosti še neznank, predvsem zaradi tega, ker ne vemo, kdo bo, katero moštvo bo spočilo katere igralce, kdo si bo zagotovil določen položaj v končnici. Morda, ne vem, lahko še to omeniva, glede na to, da snemava podcast ravno v času, ko je bila v vzhodni konferenci že odigrana ena tekma, ki bo vplivala ravno na to, o čemer sedaj govoriva, namreč Toronto in New York sta odigrala tekmo, Toronto je zmagal, kar pomeni, Blaž, To pomeni, da je Toronto sedaj zagotovljeno na tretjem mestu vzhodne konference, medtem ko je Washington prikovan na 4. mesto, kar je tudi dobra novica za Miami, ki pač ravno zadnjo tekmo igra proti Washingtonu, ki dejansko ne bo imel igrati za nič več, kot samo za prestiž zmage. Verjetno bo bolj pomembno to, da se njihovi igralci, da se kateri od nosilcev ne poškoduje slučajno na zadnji tekmi in da pride spočit v končnico. Med začetkom končnice in koncem rednega dela sezone so namreč samo 3 dnevi počitka. Zaradi tega tudi mnoga moštva seveda na koncu spočijajo tiste glavne igralce, glavne nosilce, da so potem sveži in pripravljeni za samo končnico. Zaradi tega, ja, na vzhodu torej se že zna, je to že eden izmed indikatorjev, da bo morda Washington že spočil na tisti zadnji tekmi z Miamijem, spočil tiste glavne nosilce, ker kot si dejal, razen to, da morda dosežejo 50 zmag v sezoni, kar je povsem simbolično in nepomembno, kar se tiče prednosti domačega parketa in dejanskih tistih stvari, za katere se splača igrati. Zaradi tega bodo po vsej verjetnosti spočili nosilce na tisti zadnji tekmi in bo imel Miami nekaj lažje delo, vendar to je šele prva taka tekma, ki se jim mora poklopiti. Še ogromno je, kot so že govorila. Na zahodu pa ja, sedaj ne veva, ali bo proti Utahu, ali bodo Spursi in Golden State spočili. Mislim, da recimo tale bitka med Memphisom in Oklahomo bi znala vplivati tudi na MVP bitko. Namreč, če bo Oklahoma končala 7., bo to res primer brez precedensa, da bi moštvo, ki je tako nizko na lestvici, imelo MVP igralca. Ponavadi gre naziv MVP igralcu oziroma moštvu, ki konča sezono na prvih 3 mestih. Zdaj, za Westbrookom je tako fantastična individualna statistična sezona, o kateri bova več spregovorila naslednji teden in povedala tudi nekaj več o tem, na kakšen način je on prišel do takega števila skokov, namreč precej teh skokov, roko na srce, že spet je bilo podarjenih in bi verjetno na tak način, vendar zagotovo bi na tak način, kot Russell zbira skoke, kar nekaj igralcev v ligi lahko imelo
trojni dvojček, povprečje trojnega dvojčka, oziroma zbralo več kot 10 skokov. Vendar v vsakem primeru je ta trojni dvojček tako impozanten podatek, tako vpliven podatek, da bodo mnogi izmed teh novinarjev, ki imajo svoje glasove, zagotovo samo zaradi tega podarili, in še toliko prej, če bo recimo Oklahoma končala pač na 6. Mislim, da to zna biti faktor, no, da ne bova preveč se zgubljali tukaj, ampak ali bo Oklahoma na 6. 7. mestu, zato ker si dejal, seveda Russell igra za tisto število, rekord po številu doseženih trojnih dvojčkov, in seveda Oklahoma igra še za to 6. mesto, kjer bomo videli na koncu. Jaz mislim, da bo na koncu bodo dejansko končali na 6. mestu. Sicer mislim, da je še vedno Harden v rahli prednosti, kar se tiče naziva MVP, ravno zaradi te pozicije ekipe, vendar o tem več prihodnji teden. Tako da ja, v Portlandu in Denverju sva vse povedala, Utah Clippersi sva povedala, to je še tisti dvoboj, Golden State, San Antonio, Houston so pa že prikovani na prva 3 mesta in tukaj ni nobenih neznank več. In na podlagi tega bo pa seveda tudi potem naslednji teden, na podlagi teh zadnjih tekem lahko določila morebitne pare v končnici na zahodu, o čemer bova pa seveda več povedala potem naslednji teden. Naslednji teden bova seveda podelila najine nagrade, kot sem že na začetku dejal, najboljše igralce, povedala najboljši trenerji, najboljši ruki, vse te nagrade, in nekaj besed spregovorila ravno o parih v končnici in seveda upajmo, da bomo tam spremljali tudi Miami. Še kaj povejo? Ja, morda kratka pavzica in samo narediva še zaključek in se posloviva od naših poslušalcev. Torej, kot sem dejal, potem prihodnji teden več o sezonskih nagradah, MVP igralcev, vseh idealnih peterkah, najbolj izboljšanih igralcih, najboljšem trenerju, rukiju. Tem več prihodnji teden, več tudi o parih v končnici, najinih napovedih za končnico, namreč ko bomo videla pare, ko bomo videla končni razpored, kako se tudi v kasnejših krogih te pari križajo, bova lahko več o tem povedala in vsem tem več prihodnji teden. Za danes pa morda samo še Blaž, kje naj jo lahko dosežejo? Ja, spremljate naj jo lahko na Facebook strani NBA Slovenija, potem na naši spletni strani sportinfo.si, kjer dobite vse tekoče novice iz lige NBA, in pa seveda Twitter sportinfo.si, tudi sva skozi prisotna, tako da lahko nama kakšno zasebno sporočilo pošljete, če vas kaj zanima. To bi bilo to z moje strani. Ja, z moje tudi, mislim, da sva bila dovolj izčrpna in na drugi strani upam, da tudi dovolj kratka. Pogosto, recimo, ko dobiva kakšen feedback, kakšne konstruktivne kritike omenjajo, da bi morda raje vidijo, da je podcast krajši, in potem se hitro pojavi tudi kakšen komentar, da bi raje videli, da je daljši, vendar zdi se, da večina ljudi vseeno raje vidi, da je podcast pod 1 uro in tokrat sva tudi ostala pod 1 uro. Morda, če se vam zdi še vedno predolg, nam vsekakor na teh naslovih, ki si jih omenil, morda seveda to tudi poveste. Konstruktivne kritike, tudi nekonstruktivne kritike so vedno dobrodošle, ali pa morda, če se kaj zmotiva, če kaj narobe poveva, če pri kakšni temi zaideva v kakšno področje, s katerim se ne strinjate, z besedo na dan. Vsekakor je dialog na spletu nekaj tisto, kar nekaj najbolj zabavnega, zaradi česar pa seveda tudi komuniciramo in snemamo tale podcast. Tako da, ja, to je bilo to. Naslednji teden zopet več. Sezona je izjemna, sezona je zabavna za ljubitelje košarke, ne samo v NBA ligi, vendar temveč tudi v Euroligi. V Euroligi smo ta teden seveda tudi dobili pare prvega kroga oziroma četrtfinalne pare, kjer se igra izjemna košarka, tudi v Euroligi letos izjemna sezona, ne samo v NBA ligi. V slovenski ligi in ABA ligi morda ne bova zdaj te teme načenjala, ker je precej boleča in bova morda morala, ko bo konec sezone, tudi v slovenski ligi posnet nek podcast na temo slovenske klubske košarke, kjer bova prej, predlagam, spila nekaj žmohtnih alkoholnih pijač in potem temu primerno seveda jamrala
nad žalostno situacijo v slovenski klubski košarki. Na srečo pa ta še ni prišla v reprezentančno košarko, v katerem pa tudi več. Daj drugič tokrat seveda, da ostaneva pod uro. Rada se zagovoriva, rada seveda obdela mnogo tem, besed nama ne zmanjka, vendar ja, Blaž, se strinjaš, da zaključiva tukaj? Se strinjam. Hvala, da ste me poslušali in lep teden vam želim. Lep teden, lep pozdrav, se slišimo prihodnji teden, živa.